Ja, takole, se pravi, ob pojmu telovadba, oziroma ne, najprej vas moram predstaviti, zdaj sem čisto v teh hormonih, še po paradajzih, se opravičujem. Nives Orešnik, zasanjena umetnica, ki se v zadnjem času posveča predvsem fitnesu, vadbam in zdravemu načinu življenja. Špela Sila, učiteljica hata joge, novinarka in spletna urednica, ter Suna Tancin, ki je pa mednarodna inštruktorica, ki povečuje vadbe, ki izhajajo iz zdravilno-borilnih veščin in je že več kot 14 let popolnoma predana kitajskim notranjim stilom in veščinam. Zelo zanimivo, nam boš kaj o tem povedala kasneje. Ja, ob pojmu telovadba, jaz mislim, da kar večino nas pomisli na izklesano telo. Ampak ve pa pravite ne. Izklesano telo ne sme biti cilj. Kaj pa je cilj? Kjerakoli, izvolite. Dela. Okay. Dela. Torej najprej bi vas vse lepo pozdravila. Pa bom jaz začela tako, da se navežem na Sanelo, glede na to, da je ravno govorila, no, pa da je povedala, da je telesna aktivnost pač vir dobrih hormonov, ne, tako da je pač pametno, da jo vpeljemo v naše življenje. In jaz bi začela z eno zgodbo, namreč, tako kot si omenila, jaz sem, poleg tega, da učim jogo, sem tudi novinarka in enkrat sem šla v sklopu svojega dela pokrivati eno tekaško delavnico. Zbrali so se v hali Tivoli, prišel je en tekaški trener in med drugim je udeležence vprašal, če bi na lestvici od 1 do 10 mogli oceniti to, koliko radi tečejo, koliko bi ta številka bila. In mene je zelo presenetilo, ker jaz sem mislila, da bom slišala, ne vem, čista 10, 11, ne, ampak so rekli, tam 2, 3. Ena je pa celo rekla, da sploh ne bi odgovorila, ker ne rada teče. Okay. Torej, to je bilo meni tako, jaz sem prišla na tekaško delavnico, torej sem mislila, da bojo tam navdušenci nad tekom, ne, v resnici je bilo pa tako, da so tam bili ljudi, se pravi 90% tistih, ki so bili tam, so rekli neko majhno številko. No? In to me je zelo šokiralo in mi hkrati dal misliti in to v bistvu odgovori na vprašanje, kakšno telesno aktivnost si v bistvu mi sploh moramo zbrati oziroma si jo izberemo. Ne? In jaz bi rekla, da prvo, kar pač moramo upoštevati pri telesni aktivnosti je, da mora biti nam telesna aktivnost všeč. Torej, da ko se vpraša, koliko na lestvici od 1 do 10, ko te vpraša, koliko rada tečeš, ne vem, delaš jogo, pilates, kakšno borilno veščino, pač karkoli, mora biti 10, a pa ok, sej lahko 8, kako so še kakšni izzivi noter, ampak v osnovi ti mora biti pa telesna aktivnost všeč. Se pravi, to se mi zdi ključni faktor, ko izbiraš telesna aktivnost in pa drugi faktor bi bil pa ta, da kako se ti počutiš, ko si na tej telesni aktivnosti. Torej, če se kot tečeš, počutiš dobro, če si po koncu pač teka poln energije, prerojen, je po vsej verjetnosti to prava aktivnost zate. Če se pa počutiš izžet, brez energije, na smrt lačen, pa to po vsej verjetnosti kaže na to, da to ni prava telesna aktivnost zate. In potem zdaj pridemo do tega, da ko imaš rad eno telesno aktivnost, ko je to čista 10, tako kot je na primer pri meni joga, je potem ta telesna aktivnost se zgodi več kot enkrat na teden, in pač ta lepa postava, ki si jo omenila na začetku, pač pride sama po sebi, ker pač hkrati toliko vzljubiš eno stvar, da se vedno k njej vračaš, ker te polni z energijo, ker se počutiš prirojen in je ta lepa postava v bistvu potem stranski produkt. Bi kjeraš kaj dodala? Ja, jaz bi kar nadaljevala iz tiste tekaške delavnice, in se mi ful zdi, da smo ljudje taki, da nam malo okolica narekuje trende oziroma to, kar pač naj bi mi mogli imeti radi in zdaj je pač cel kup tekov in maratonov in je ful fajn, da vsi gremo teč, zato ker tisto nas bo z energijo napolnilo in je masa in je ful in ne vem, bojo to neki dosežki, bomo vsi vse štopali, vsi kupujemo ure pametne. Ker je to moderno. Ja, ker je to moderno in kar merimo vse, pa ne vem, vsak rabi profesionalno kolo in profesionalne superge in v glavnem preveč nas pri tem vodijo trendi. In vsi na tekaško delavnico, ker grejo 3 kolegice, pa ker je to pa da bomo lahko rekli, da smo bili, pa ker nas je mogoče nekdo prepričal, da je to pač ful dobra aktivnost. Kar za marsikoga mogoče dejansko je pa vedno izbira aktivnosti tudi odvisna pač od cilja, pa od neke potrebe, ki jih imamo ljudje.
Po eni strani se jaz ful močno strinjam, da pač za neko redno aktivnost si moramo zbrati stvari, ki so nam všeč, v katerih uživamo, pa ne vem, ki nas dejansko veselijo. Po drugi strani pa moramo malo tudi poslušati svoje telo, pa upoštevati, ne vem, neke svoje določene zdravstvene težave ali pa kam nas, ne vem, okolica pa pač naš življenjski stil usmerja in vodi. Ker danes smo pač, vemo, zelo pod stresom, pa dosti sedeče generacije in marsikdo, ne vem, ne mara joge pa pilatesa, zdravniki pa vedno bolj govorijo, da pač to bo žal nujno, če sedimo, ne vem, 8 ur, 10 ur, 12 ur na dan, bo pač nujno narediti nekaj za hrbtenico in pač lahko se izogibaš temu, kolikor hočeš, ker ti to ni fajn, ker ti gre na živce, ker korekcijskih vaj niti videti, niti slišati ne moreš, zaradi tega, ker z njimi ne shujšaš, ali pa moškim niso kul, mogli jih bomo pa delati, ker če jih ne bomo delali, ja, za zdravje in pol si mora pač vsak znotraj tega pač najti nekaj, kar mogoče mora, pač zaradi življenjskega sloga, ki ga živi, nekaj pa pač, kar ga dejansko veseli. Dostikrat se moramo pa mogoče ljudje tudi malo sami sabo dol usesti, pa da začnemo, ne vem, v stvarih uživati in isto je v hrani, isto je dostikrat tudi pri vadbi. Večina ljudi mogoče ne uživa ful v zdravi hrani, ampak treba se malo sam sabo posvetiti, pa dol usesti in ne vem, se na nek način prepričati, da začnemo v zdravi hrani tudi uživati in da začnemo v nekih aktivnostih uživati, zaradi tega, ker bomo čez en mesec, ko bomo, ne vem, delali jogo ali pa pilates, ugotovili, da se res dejansko boljše počutimo. Takrat ponavadi je največja motivacija, ko ljudje sami začutijo in takrat dobijo pač tisti argument. Mislim, ko ti ni argument, ko ti vsi ostali rečejo, da je to treba, ko sam začutiš, da ti dejansko pomaga, takrat pol si tudi bolj konstanten, pa tudi v to verjameš. Potem pač ima naše telo neke zakonitosti, toliko pa toliko rabi aerobne aktivnosti, toliko pa toliko rabi pač neke krepitve, učvrščevanja mišic, zaradi tega, ker drugače ne stoji hrbtenica, ne stoji skelet in pač če ignoriramo te neke osnovne zakonitosti telesa, gre pač vse hormonsko in tudi kar se počutja in zdravstvenih težav tiče navzdol. Tako da neko ravnovesje med tem mogoče, kar je treba, to se lahko, ne vem, posvetimo z, ne vem, zdravniki, glede na svoje izvide, glede na svoj življenjski slog, pa razmerje med tem, kar nas pač dejansko veseli in kar nas tudi neko pozitivno energijo napolni. Wow. Suna nam pa lahko pove nekaj o grajenju mišic od znotraj. Nive se zdaj super povedala, ne, to razmerje, da mora biti aerobno. Anaerobno, mogoče, če kar naljuješ iz tega. Ja, najprej bi vas tudi jaz lepo pozdravila, prav lepo je videti, da se takih zanimivih tem toliko ljudi udeleži, tako da sem vesela, no, da sem tudi jaz tukaj. Mogoče se sliši malo eksotično, gradnja mišic od znotraj, pa si že predstavljam, da kdo kar rad hodi na fitness, razmišlja, jo, to je pa neka ezoterika pa zdaj, ne. Moram v bistvu samo toliko pojasniti, da se nekako naravno neko gibanje, ne, sploh po kitajskih veščinah, se deli v dve veliki skupini. Eno so tako imenovani notranji stili, drugo so pa zunanji stili. Zunanji stili so v bistvu vsi te, ki so nam bolj blizu. Skratka, gib pride od zunaj, a ne, je sproduciran od zunaj. Pri notranjih stilih je pa telo že po svoji strukturi se more postaviti pa nastaviti, da zato pride nek gib iz samega telesa ven. In tako so pač, ne vem, udarci, gibanje, ki je v neki funkciji tudi bolj učinkovito. Tako da v bistvu, ne vem, če stegnem roko tako, je zunanji gib, če prej pripravim telo pa roko stegnem, je pač celo telo bilo v funkciji tega giba. Kitajske notranje veščine se pač, mogoče nam je najbolj poznan tai chi, pa tudi ne čist po tem, kar naj bi bil, zato ker v tej moderni dobi lahko danes kupimo DVD v supermarketu 20 ur, pa smo vsi mojstri tai chija, pa še to je nekaj za tiste ezoterične punce, ne, tako da jaz si tudi želim, da se pač ta nek stereotip razbije. Potem je pa tukaj še en cel kup drugih veščin, no, kitajsko se imenujejo nei chia in sem sodi ksinji, pakwa in pa tai chi. In so v bistvu zelo zanimive veščine, ki jih pa nimamo priložnosti pravzaprav spoznati, kaj pravzaprav sploh so. Jaz sem imela to res veliko srečo, mogoče naključje ali pa pač tako moglo biti v življenju, da sem iz tujine prišla do zelo dobrega učitelja, ki je prepotoval cel svet in dejansko prinesel znanje od povsod, ga tudi sam razvijal, je tudi v bistvu najmlajši avtor stila karateja, ki ima prav uradno priznan svoj stil karateja. Tako da, ko nekdo posveti življenje gibu pa raziskovanju, da si s čim manj, čim bolj učinkovita, ne,
Mene je to strašno pritegnilo, pač zato, ker mi je bila intelektualno zanimivo, še zdaj mi je vedno zanimivo po tolikih letih. Po pravici povedan se vedno bolj počutim, da manj vem, bolj ko vem, manj vem, pa mi ni neroden tako povedati. Mišica, ko se pa pač na ta način zgradi od znotraj, tako kot mi rečemo, pa v bistvu pomeni, da je bolj kvalitetna, da je bolj fleksibilna, da je močnejša in če se malo poetično izrazim, da tudi nekako večno traja. Se vsi poznamo kakšne primere starih kitajskih mojstrov, ki so fleksibilni in hkrati tudi močni, a ne? Ker velikokrat se predvsem nek tai chi stereotipno povezuje z nekom, ki je malo obnemogu, predvsem punca mora biti, a ne? A ti pa delaš tai chi, pridna, v redu, ne? Tako da jaz sem se s tem sprijaznila. Tako da v bistvu to je, mišica se kvalitetno drugače zgradi kot z zunanjimi veščinami in je v bistvu fleksibilnejša, močnejša, pa dlje traja. No, Suna je zdaj povedala tudi, kako je našla to svojo telesno aktivnost, ki jo tudi psihično zadovoljuje. Kako sta pa vidve to našli? Se pravi, špela jogo? Ja, jaz jogo sem našla v bistvu kot rešilno bilko, ker sem imela pač kar velike težave s hrbtenico pa koleni. In potem, ko sem pač praktično preizkusila vse možne vadbe, je v naše naselje prišel yoga studio in sem rekla, no, to je pa v bistvu praktično še edina stvar, ki jo nisem probala in pač jaz sem imela napačne predstave o jogi, ker sem mislila, da se tam večinoma samo meditira, sedi. Skratka in pol, ko sem pač prvič šla na jogo, sem bila presenečena nad tem, kaj joga je, nad tem tudi zelo, zapravi prva ura je bila tako, da sem se počutila dobro, ampak hkrati me je dala pa uvid, kako šibko je v resnici moje telo. Ne? Tako da to je bilo na začetku kar malo boleč uvid, ampak tako kot sem rekla, se pravi, jaz sem se počutila po jogi potem dobro. Jaz sem v bistvu prvič dobila občutek, da sem zares zadihala, da res prvič začutila trebušne mišice, tako kot jih je treba. In vsakič, to vedno komaj čakala, da bo spet joga. Vsak teden, 1 uro pa pol in tudi recimo potem je bilo kmalu to premalo in sem pač zelo hitro tudi sama začela pač vaditi doma in tako. Tako da res spet pač poudarjam to, se pravi, telesna aktivnost vam ne sme biti stres, ne da jo imate, moram iti še to, danes moram pa teči, ko včeraj nisem, pa jutri, ne. Če se to odlaša, to že pomeni, da vam po vsej verjetnosti pač ni to, ker ko najdeš neko telesno aktivnost, je pač ti je v bistvu stvar, za katero komaj čakaš, ker se toliko sprostiš, toliko te napolni z energijo, da pač ti je tako samoumevna, kot je hrana, služba in vse te stvari. Tako da to se mi zdi pač res pomembno, da nam ne predstavlja telesna aktivnost dodatnega stresa, ampak da nas sprošča. Potem pa karkoli že to je. Se pravi, nekdo, ko tečejo, jih to zelo sprosti, jaz jih veliko poznam, ki mi tudi pripovedujejo, da tudi sploh te ki na daljše proge, da tudi dejansko celo pridejo v meditativna stanja in ko jih opisujejo, zelo vidim podobnosti tudi z jogo. Pravim, vidiš, meni se pa to zgodi z jogo, če grem preteč, mi je pa grozen. Jaz vsakič, ko sem probala teči, sem mislila najprej ne po 1 kilometru, po 100 metrih, da bom zdaj pa izdahnila, pa najprej misliš, da je mogoče to, ko nisi toliko v kondiciji, pa greš še enkrat, ampak če je vedno isti rezultat, če si na koncu sam izmučen še bolj, kot pa ko si šel na tek. Več slabega narediš tako, pravzaprav mene se pravi, zase. Takšna telesna aktivnost me predstavlja stres, zato pač rabim umirjeno, ki jo rado obiskujem, tudi ne maram, da se naprimer kdo dere name, spet nekomu drugmu, je pa to lahko motivacija. Pač različni smo si, tako da pač vedno poslušati sebe, če ti je to ok, če rada nekam hodiš, ali pa če se sama s tem ukvarjaš, potem je to prav, se pravi zaupati temu nekemu notranjemu kompasu. Meni se itak zdi, jaz tečem sam, če me kdo lovi, jaz tudi tega ne razumem, ampak ja, vsi smo za nekaj, Tudi jaz sem nekaj časa, ko sem pač, 10 let nazaj mislila, da je fitness tisti, ki mi bo naredil super, pa sem hodila v fitness, jaz sem se tako trapast počutila, res grozen. Pa sem šla pa tam v hrib, na uno rešico mojo, pa je bilo pa top, dobro sem se počutila in super sem bila, nisem rabila nič več kot to,
Ampak ja. prav pa je, sem še to, no, prosti. Sem še to, da moramo pa imeti te slabe izkušnje, a ne? Jaz, če ne bi probala, ne vem, teka ali pa kjerekoli, ne vem, visoko intenzivne vadbe, ne bi vedela, a ne? Tako da pač vaše telo vam bo že povedalo, zaupajte mu, a ne? Da če ne bo nekaj za vas, vam bo to povedalo. Pač predvsem značimo, se pravi, če se boste počutili čisto izčrpane, čisto brez energije, pomeni, da ste pač šli preko mere oziroma ni nekaj za vas, oziroma lahko je pa tudi, da so napačno pač delali, ne, pristopali. Tudi to je. Ja, zdaj meni se zdi recimo, da sploh v ponudbi, koliko je danes, ne vem, nekih različnih vad, pa skupin, pa trenerjev, pa športov, pač da lahko dejansko vsak, ki se mu da raziskovati, najde pač nekaj za sebe. In jaz tudi, ko delam s strankami, ne rada, kaj jaz vem, strankam razlagam, da je ena stvar pač sveta in samo to deluje in to je moj denar in zdaj treba, ne vem, iti čez tisti svoj, ne vem, pač jaz ne morem čez tisti svoj, ne vem, etični trenerski občutek, da jaz ne morem enega človeka nasrati, če to njemu ni okej, ali pa veš, ne nasrati. Jaz pač delam nekaj, kar je dobro, pa v to verjamem, pa tudi druge stvari so dobre. In se mi zdi, da je pač tudi odgovornost trenerjev pa svetovalcev, da znajo pač ljudi usmerjati, ker ljudje dejansko sami sebe ne poslušajo. Pa ljudje se sami sabo mogoče ne pogovarjajo, kaj bi zdaj recimo, ne vem, da bi šli mogoče kako drugo vadbo poskusiti ali pa dostikrat, ne vem, niti ne znajo sprejeti odgovornosti, da so pač sami za sebe odgovorni in pol se vržejo v nekaj, kar jim prvič recimo sploh ne paše, kar jim ne ustreza, pol zaradi tega ni rezultatov, ker se spet, tako smo prej govorili, pač hormonsko počutijo slabo ob aktivnosti in pol pač spet ni tistega efekta, ki bi moglo biti. Jaz sem imela s tekom podobno situacijo. Na zumbi sem lahko bila 3 ure, na tek teč nisem mogla 15 minut. Pač ker je, ne vem, ni mi bilo všeč, ni mi pasalo. In bom še jaz povedala, kak je moja športna pot. Jaz sem bila včasih gimnastičarka, trenirala sem atletiko pa trampolin. To je bilo od vrtca do srednje šole v glavnem leta in vsak dan in kar dosti tega, malo sem tu tekmovala. In jaz bi rekla, da mi je šport dal ogromno neke discipline, samodiscipline, ogromno sem se naučila pa čisto od praktičnih stvari za, ne vem, celo življenje, da je treba delati, da je treba biti točen, ne vem, da je treba, če hočeš nekaj doseči, toliko pa toliko truda, da ne padejo kar stvari z neba na glavo. In da, kar jaz pogrešam dan danes ful pri mladih ali pa nasplošno med ljudmi, da obstajajo še drugi dosežki kot samo lajki na Instagramu pa na Facebooku. Da ti lahko sam sebi ustvariš vrednost, da ne vem, ti uspe neko stvar doseči ali pa nek športni rezultat doseči in da si v bistvu lahko sam sebi kreiraš neko zadovoljstvo in pač v bistvu kot neke svoje male dosežke pa občutke vrednosti ali pa da se naučiš neke nove discipline ali pa to, ne vem, potem predaš naprej ali pa da potem se znotraj tega razvijaš in da v bistvu ni vse samo kar je okrog, pa kar je moderno, pa kar je trend, no. Je pa zdaj postala pač šport tudi moja služba, jaz sem potem priznam nehala gimnastiko pa akrobatiko trenirati, zato ker pač tipično pubertetniško priznam, koliko mi je to wow šport, pa res se mi zdi, ne vem, jaz najbolj uživam na svetu v tem športu, jaz bi ga še zdaj trenirala, če bi lahko, ampak ni mi bilo všeč dejstvo, da recimo, če preveč vrhunsko ta šport treniraš, pride ogromno poškodb, nekaj rast, dobiš toliko mišične mase, vse, kar je za tem, da mora gimnastičarke kušati, podobno kot baletke in da do športu je treba biti previden, pa mogoče se ne preveč ekstremno noter spustiti in potem sem se našla v rekreativnem športu, pa v nekem bistvu zdravem športu za življenje, vitalnostnem, to, kar se mi zdi tudi je kot vaše poslanstvo, da ni zdaj, oziroma da bi šport pa gibanje tisto, kar ti lahko podaljša življenje, izboljša življenje, ti naredi mlajšega, ne da te, ne vem, z dietami uničuje, z obremenitvami uničuje in da ti v bistvu naredi nek benefit, tako karijera, tako drugo. Izboljša samopodobo, ne? In tudi samopodobo. No, lahko sem na kar izgublja. Hvala samo to dodati, v bistvu smo v eni taki hecni, paradoksalni družbi, toliko se s telesom ukvarjamo, toliko vsi neke vadbe študiramo, pa noben se ne zna več gibati. Mlade generacije, otroci, sem zadnjič z enim trenerjem tenisa govorila, pravi, da ne znajo ogrevanja, ne znajo v krogu teči po igrišču. Mi smo pač zrasli gor, smo z dreves padali, smo bili potovčeni, smo se skupaj igrali. Tako da mislim, da je ta
ali je prevelika konformističnost, kaj je treba početi, ampak noben več tako zdravo ne pogleda, ne? Ker naše telesa, jaz vedno pravim, mi imamo enega Ferrarija, ne? To je naše telo. Se pa obdajamo z drugimi stvarmi, z napravami, ki namesto nas nekaj delajo ali pa merijo. Ampak naše telo je tako inteligentno in tako tudi vpliva na to, kako so naši možgani zgrajeni, ta obe povezavi, ne? Možgani in gib in možgani, tako da bi res lahko precej bolj kvalitetno, dlje živeli, bolj zadovoljno, če bi bolj znali s svojim telesom delati. Zdaj, kakršnokoli vadbo si pa vsak ne izbere, ampak je tudi pretirano to forsiranje nečesa, kar si že tudi ti omenila na začetku, s kakšno funkcijo, s kakšnim ciljem. Ne bi se v bistvu bolj počutili, pa dlje živeli oziroma pričakali starost čim bolj kvalitetno, ker šli bomo tako ali tako, ne? Ja. No pa če tako za konec vsaka izmed vas mogoče podaje na svet, kako najhitreje pride do tistega, da smo zadovoljni tudi v tej vadbi, ki jo počnemo, sprav so zadovoljni s svojim telesom. Lahko mogoče to povežemo s sprejemanjem samim sebe, kako sebe postavimo na prvo mesto, ali pa čist iz vašega foha bi rekla, se pravi vadbe in vsega tega. Ja, jaz bi kar se navezala na to, v bistvu, toliko enostavno stvar postaviti sebe na prvo mesto. Ne mislim, da se vsi tako se strinjamo s tem, da je to pač edino potrebno in pravilno, ampak kako zdaj to narediti? Tudi jaz imam sama še vedno ta izziv in pač moram povedati, da ni drugače, kot da se vsakič znova odločiš. Vsak dan znova, ne? Pa je tudi kdaj to, da potem, tudi če si odločiš, pa potem je dan okrog, pa zvečer pomisliš, da si delal 8 ur za službo, pa sem še 2 uri učila jogo, pa jedla, pa psa peljala, pa ne, imelaš kakšen premoski klic, a ne, da bi tako res čist tisti čas zase, ne, ga pa skoraj da ni bilo, ne. Tako da, a ne, vzamemo si, ne vem, 8 ur za službo, to nam je kar samoumevno, ne, to, da si povzamemo 1 uro pa pol zase, ne, je pa kdaj že slaba vest, ne. Ker jaz kdaj pa učim na jogi mamice, pridejo, se pravi, enkrat na teden za 1 uro pa pol komi si vzamejo čas, ne. Pri moških ni tega, ne. Oni imajo pač kuzmati, pa pol grejo še na film, pa pridejo pol po 6 urah domov, a ne. Je pač rekreacija v sredo, a ne. Pa ženske pa hitro pridemo in potem moramo točno končati, zato ker morajo domov še otroka dati spat, a ne. Tako da pač se mi zdi, da sploh ženske imamo tak problem si vzeti pač čas zase, ampak res ni druge, kakor da se vsakič znova pač odločiš zase in res oprimeš. Pa samo še nekaj bi rekla, ker se mi zdi ful pomembno. Ženske smo zelo naravnane na menstruacijski ciklus. Na obdobje menstruacije, pred menstruacijo, po menstruacijo, ovulacijo. Poslušati tudi to, ko imate telesno aktivnost. Ko jaz delam jogo, delam čist drugačno jogo, ko imam menstruacijo, ali pa ko jo nimam, a ne. Tako da, in dostkrat je pa tako kdaj, da ljudje preveč poslušajo druge, mogoče tudi kakšne trenerje, ki jim pa predpišajo nek režim, ki pa ni usklajen s tem ciklusom. Tako da to, lete, kar se pa tega tiče, pa moški ne morejo pamet soliti, ne, pa pač poveste, lete, jaz sem do skole in bom tako, ker sigurno, se pravim, spet, ne poslušajte svoje telo, vam bom res sigurno prav povedali, kaj je prav in kaj narobe. Še kjer kaj? Ne, kaj želim od tega. No, vse, ko smo rekla, da smo ženske take, da si ne rade, ali da si težko trgamo čas, pa težko vzajemo čas za sebe. S svojimi strankami zelo rada govorim, da če si bo vzele ta čas za sebe, bojo zato pač boljše mame in boljše za partnerje. In če se že treba na finto reči, da pač ne daš si za sebe, daj bolj za druge. Da boš pač lahko za druge boljši, da se boš boljše počutil, zato ker, ne vem, če si ena ženska, mislim, to vedno, dosti je težko, potem recimo najti čas za sebe, pa nekaj si želiš narediti za sebe, ne veš točno kam se obrniti, pa so ljudje kar malo v poplavi trendov, pa vsem skupaj zmedeni, ne vejo, ne vem, ali pa so videli, da je treba biti zdaj ful lean, pa ful zdravo živeti, pa kar vsi to naenkrat bi, pa bolj ti, ne vem, rečejo, da če ne boš to, boš se itak hitro postaral, bolj ti nimaš niti časa, bolj je modern fitness in ne vem kaj, pač cel kup informacij. Jaz opažam pri ljudeh, da imajo dosti krat neke želje, ki si jih sploh ne znajo predstavljati. In dosti krat stranka mi govori, ok, ti si želiš biti to.
A gre to res v skladu pač s tvojimi željami, a se ti vidiš takšna, ali je to zdaj samo, kar si videla na internetu, pa kar, ne vem, je par tvojih kolegic takih. Dostikrat pridemo pol, da ko se same vprašajo, da jim to sploh ni všeč. Ne, a bi to meni sploh všeč, jaz predstavljam sebe tak? Ne. Ok, a si pripravljena za to, če pač ti res, da recimo rečemo, to hočeš, toliko pa toliko časa nameniti temu. Pol dostikrat rečejo, pač ne morem, ker ne vem, imam toliko pa toliko službe, imam toliko pa toliko otrok, ja potem mogoče, ne vem, moj lifestyle ni za tebe. Ali pa bomo ženske vprašajo, povej kaj, ne vem, najbolj, povej kaj ti delaš, da bom jaz tudi tak. Ne moreš, ker jaz delam to 8 ur, pa 10 ur, pa 12 ur na dan. To je moja služba. To je pač moja služba. Jaz ne bi to trenirala, tudi ne, če ne bi bila to moja služba. Jaz ne vem, jaz ful strankam rečem, ko bom jaz enkrat, ne vem, taka frajerka, ko ste ve, da bom imela 2-3 otroke, službo, moža, jaz verjetno ne bom več to trenirala. Zdaj tudi vseeno, ali bom imela zdaj tako ritem, bom imela take noge, ali pa nekaj, kako druge stvari v življenju ful pomembne in bo ful bolj srečna. In to so zdaj super istočnice za naslednjo okroglo mizo, ne, ki bo super ženske, v tem smo res super, in v bistvu bi lahko kar ostale, ampak na žalost, ker ste vse super. A ja bi si razumeli, da te kar ne ostanemo? Ne, samo da reči, da ne, ste vse super ženske in najlepša vam hvala za tole.